Spoštovane gospe, dragi gospodje, lepo pozdravljeni. Astrologija, feng shui in lahko se pozdravim. Kaj ima to skupnega? Skupno je tale gospa, ki je z nami v studiu. To je doktorica Gaja Ksenija Šajn, sicer profesorica sociologije in nemščine, prevajalka, ampak po drugi strani pa se zdaj že 5 ali 6 let kot samostojna podjetnica ukvarja z astrologijo in s feng shuijem. In o tem, kako se lahko pozdravimo s tem, kar ona počne, se bom pogovarjala z njo. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Poglejte, z marsičem se danes skušamo zdraviti, pa vendar, če verjamemo, da je samo bolezen v fizičnem telesu tista, ki jo je potrebno zdraviti, potem zagotovo ne bomo prišli niti k astrologu, niti recimo po nasvete iz feng shuija. Če pa verjamemo, da se bolezen začne v duhu, da se bolezen začne pravzaprav na nekem drugem nivoju, da je ogromno, kar pa seveda danes že tudi ugotavlja medicinska znanost, ogromno bolezni psihosomatskega značaja, pomeni, da je vendarle zelo umestno razmišljati, da pravzaprav začnemo kje drugje. In kam bi vi lahko umestili recimo astrologijo in kam bi lahko umestili feng shui? No, zagotovo je hrana, če je plastična, če ni naravna, lahko vzrok za bolezen. Ravno tako pa seveda naše misli. Astrologija, z njo se ukvarjam že več kot 10 let, s feng shuijem pa 6. Astrologija pa nam pokaže, kje smo svoje življenje začeli. Astrologija ni neka magična zadeva, ki nam bo zdaj povedala, koliko kozarcev vode na dan popijemo, koliko moških ženska poljubi in obratno. Ampak astrologija daje vpogled v ključne točke našega življenja, ki pa kažejo tudi na zdravje ali na bolezen. Pa ne glede in daje vpogled tudi na različna področja življenja, ne samo v zdravje. Kaže, kaj nas je pripeljalo do bolezni. Se pravi, ukvarja se z vzrokom. Ja, seveda. To je mogoče videti v rojstni karti posameznika. Če poznamo uro njegovega rojstva, lahko razberemo, kje so vzorci, kje so stvari zapečene, kot jim rečemo. In seveda, če ostajava pač pri tem zdravljenju, pravzaprav misli, na nek način tu je potrebno dejansko začeti. In če imamo pravzaprav to karto, rojstno karto, pravzaprav kaj lahko razberemo iz te karte, kar se tiče našega zdravja? Ja, no, tako kot sem rekla, astrologija kaže točko, na kateri smo življenje začeli. In začnemo ga kot dojenčki, kot otroci. In takrat začnemo nabirati svoje izkušnje, krojiti svoje vzorce. Dojenček ima približno oziroma otrok ima približno do 2. leta starosti sliko življenja, sliko o odnosih. Vidi mamo, vidi očeta ali pa vidi samo enega od teh dveh. Če sta oba, vidi odnos, kako to funkcionira, kako komunicirata starša med sabo, kako delata, vsakdanja opravila, ali pa mogoče, če sploh tega ne počneta. Vse mogoče oblike družin imamo. Otrok opazuje in samo 2 leti sta potrebni, da ima otrok neko sliko, da ima stkan vzorec. Potem se pa seveda nadaljuje. Do 2 let otrok še ne pove zelo veliko in staršem se zdi, da je to v redu, kar počnejo, tako kot živijo, kot komunicirajo, da je ta njihov zgled v redu. Otroku pa ne vede in ne hote s tem puščajo posledice, puščajo jim določene vzorce, ki pa potem seveda jih otrok odnese s sabo v odraslo dobo in v enem trenutku ugotovi, da tako kot je deloval v otroštvu do neke točke, da ne more več. Čeprav seveda otroštvo se vleče in pušča pečat, če se lahko tako izrazimo, do pozne starosti. Celo življenje. Otroštvo, rodimo se kot nepopisan list, ampak kljub temu, rojstna karta pokaže, da imamo zametke, kje bomo delali, kje bomo uspešni, kje so naši potenciali. In ja? No, ravno to sem hotela, ko ste omenili besedo potenciali, da pravzaprav kje se bomo lahko razvijali na določen način. Tako je. Vedno imamo več možnosti. Je pa res, da astrologi temu pravimo
da nekaj iz rojstne karte štrli ven, da seka ven, da je tisto bolj očitno, da je tisto zato, ker je to močneje. Kljub temu pa človek ima možnost kakšno bližnico, ki je najti, ampak ne bližnico, da bi se določene stvari rešil. Če bi starši vedeli, kje lahko otroka zapeljejo po eni drugi poti, saj lahko od enega do drugega kraja tudi pridete, ali po avtocesti, ali pa po kakšni stranski. Ali pa peš. Ali pa peš, tako, pa še več vidite, ne? Tako da, to so možnosti. In zato recimo vi svetujete, da je pametno, ko človek pravzaprav dobi novorojenčka, da mu morda naredi to rojstno karto. Namreč kot zaveden starš, da na nek način potem lahko vplivaš na tiste otrokove potencijale v zametku. Ja, in da se tudi sam lahko potrudiš, da delaš na sebi, torej da z rojstvom otroka začneš še bolj intenzivno na sebi delati. Ne? Da ne prenašaš svojih napak pravzaprav na naslednjo generacijo. Ja, svojih vzorcev, svojih bolezni pravzaprav, svojih zakoreninjenih vzorcev. Neka generacija, neka družina ima vedno, iz generacije v generacijo se ponavljajo bolezni. Zato, ker je nekje neka napaka. Ni kar tako. Zdaj bom pa jaz. Debelost se tudi ne podeduje. Nagnjenost lahko, vendar če jaz to ozavestim, če jaz rečem, ne bom jedu, ne bom jedla take in take hrane, ne bom sedela, ležala pred televizijo, imam mnogo možnosti oziroma vse možnosti, da to spremenim. Ali kot starš preprečim pri svojem otroku, ne? Seveda, ja. Ja. Kam bi pa lahko umestili feng shui? Feng shui in zdravje? Ja. Torej, feng shui je tudi ena široka paleta enega znanja, ene modrosti, na kateri so Kitajci delali več kot 5 oziroma 6 tisoč let. In ne vključuje samo urejanja okolice pa naših bivališč, ampak tudi izbiro obleke in izbiro hrane. Tule mogoče je za ljudi zelo pomembno, v zadnjem času, v zadnjih letih je depresija en tak sopotnik ljudi. Ves čas se govori samo o depresiji. In o zdravilih, ki jo preprečujejo. Ja, seveda. Ampak istočasno se pa zelo redko pove, kako škodljiva so zdravila za depresijo, kakšne posledice še vse puščajo. Naj ljudje jedo kislo in grenko hrano. Kisla je za optimizem, za veselje, za smeh, grenka pa za močnejše korenine. Kaj bomo rekli, kislo zelje? Lahko limone. Solata, limone, citrusi. Seveda, in grenka, cikorija. Radič. Tudi, ja, tudi. Vse zeleno. Za srce je sploh zeleno in grenko. Sladko sicer Kitajci povezujejo želodcem in vranico in svetujejo, da ne bi se zjutraj pojedlo kaj sladkega, zato da vranica začne delovati, vendar na prvo žogo sladko v nas povzroča petje. Če vam dam primer, ko pojemo kaj sladkega, kaj res dobrega, ne naredimo. In to je pravzaprav že ena tista predstopnja, začetek petja. Ampak če nadaljujemo dolgo s temi sladkimi stvarmi, nas pripeljejo v skrajnost. To je pa jok. In iz tega joka v depresijo oziroma kričanje. To je vse povezano. Kitajci to povezujejo v en krogotok in tu je treba biti zelo previden. Poglejte, zelo zanimivo. Recimo, da imam jaz depresijo, pridem k vam. Vi mi naredite recimo to svojo rojstno karto in me poučite po feng shui. Recimo, kaj bi mi naročili? Ja, vaše rojstne karte še nisem videla, zato težko rečem. Ampak en tak splošni napotek za ljudi pa zagotovo kislo in grenko. Mogoče bo kdo rekel, imam težave z želodcem. Odvisno, kako daleč je to. Ampak ena taka splošna univerzalno pravilo, nekaj dni ob postu, ob vodi, sokovih, potem je pa lažje, torej ta prehod je potem lažji. Vsaj obrok ali dva kislega, sladkega in se že pozna. In seveda zavestno delo na tem, da si zaslužimo dobro. Lepe misli so pri tem izjemnega pomena. Mogoče, če se ustaviva še pri lepih mislih, pravzaprav kako naj se človek, če ima okrog sebe kup težav, pravzaprav pripravi do tega, da bo lepo mislil? Imate kakšen praktičen nasvet? Ja, torej, kaj je težava pravzaprav?
To je prvo vprašanje, ki si ga človek lahko zastavi. Ali so težave, in tule si treba vprašati še nekaj, od kje sem zdaj neko težavo dobil? In to je eden težjih delov. Ali je to tisto vprašanje iz otroštva, ga prinašam? To je ena stvar. Druga stvar so tudi neke družbene norme, neka družbena pravila, ki zahtevajo od mene, od ženske recimo, da je lepa, da je, kaj pa vem, mi živimo že dolgo časa. Predvsem mlada in vse mlajša. Skratka, ostajati v stiku s sabo, to je najbolj pomembno. Vse tisto, kar prihaja od zunaj, je vsiljeno in treba se je za vsako stvar vprašati, ali je to res tisto, kar potrebujem, ali pa tega v resnici ne potrebujem tako zelo. To je bistveno za človeka. In od tega, ko se odločamo, koliko to resnično potrebujemo, tako velika je tudi naša težava, ne? Zagotovo, zagotovo. Ja. Kajti bolj imamo občutek, da nekaj potrebujemo, da nekaj je nujno, da nekaj je, ne vem, življenjsko pomembno in če tega ni, v večji stiski bomo ali obratno. Ja, človek ne more spati v 2 posteljah naenkrat, niti piti iz 2 skodelic. To preko tega ljudje ne moremo. To je resnica. In kdor ima želje po takem, ko hočeš preveč, pride do težav, na kateremkoli področju. Poglejte, naslov oddaji smo dali Lahko se pozdravim. Kje pravzaprav naj bi začeli? Namreč prej na začetku je bil zelo lep uvod. Do 2. leta pravzaprav poberemo nekako bistvo svojega življenja. Pri tem, da otrok še ni takrat razumsko razvito bitje, pomeni, da pravzaprav na nek način srka določene podatke, ki jih potem najbrž tudi interpretira po svoje. In gre mnogokrat tudi za tisto otroško interpretacijo, ki pa jo je zagotovo potem, ko si odrasel, potrebno preseči. In verjetno je tudi tu pravzaprav problem, kako preseči neko dojemanje, ki smo ga pa vendarle v nezavednem, podzavednem prinesli iz otroštva. Kako pravzaprav presekati te vzorce? Kaj recimo lahko vi naredite? Ali kot astrologinja oziroma s feng shuijem? No, v tem primeru se najprej pogleda rojstna karta, da se vidi, kje so zadeve zaciklane, kje prihaja do težav, kje človek ne more ven iz tega krogotoka, na katerem področju se mu ponavljajo vedno ena in iste stvari. Potem pa nas določa tudi bivališče, v katerem živimo. To je en tak fenomen, ki sem ga odkrila pri svojem delu oziroma svoji raziskavi, tudi znotraj doktorata, čeprav potem na zadnje ni bilo prostora za ta del raziskave, ampak to še pride. Tisto, kar je zapisano v moji rojstni karti, tisto ponavadi ljudje živijo tudi v svojem domu. Nekaj primerov bi vam tule lahko povedala. Ženska, ki ima recimo težave z genitalijami, konkretni primer je bil, preselili so se iz stanovanja v hišo in smo naredili to analizo in se je pokazalo, da sama parcela oziroma sam tloris hiše spet potencira oziroma podpira prav nastanek teh genitalnih težav. Pa še kar nekaj takih. In torej, pri tem prvem primeru, zdaj gre ženska, ki pravzaprav se je že rodila s tem, s temi težavami, oziroma si jih je razvila z določenimi vzorci in načinom življenja, gre živeti v tako hišo. Si bo ustvarila svoj dom in ga opremila, tam noter bo pač naprej živela to svojo zgodbo. In zavestno je treba te stvari presekati. Poglejte, ampak po drugi strani spet hišo vendarle ne moreš kupovati kjerkoli, kadarkoli, kjer bi si jo pravzaprav želel, ampak si na nek način zelo odvisen od mnogih zunanjih dejavnikov. Enako velja za stanovanje. Pravzaprav, če potem prepozno ugotoviš, recimo vas pokličem v svoj dom in vi ugotovite, ja, seveda imate te in te težave, morali bi se preseliti. Ja, kako naj pa to naredim, ne? Pravzaprav, kaj v takem primeru? Namreč tu pa na nek način postane teža in stiska še večja. Zdaj pa vem, kje je razlog in vendar se mu ne morem ogniti. Ja, no, v tem primeru se potem v stanovanje oziroma hišo dajo določena zdravila, zato da se tiste negativne energije blokirajo, tiste se vedno zapira
odpira se pa pozitivne, tiste, ki prinašajo neko pozitivo oziroma ozdravitev. So to lahko tudi barve? Lahko so barve, lahko so predmeti, oblike, pa njihova pravilna postavitev je izjemnega pomena. Ja. In recimo na ta način potem kaj storimo? Ali se nek energetski pretok v človeku spremeni? Ali kaj se zgodi? Namreč, da rečemo, če imam nek vzorec in vendarle potem, če živim v nekem optimalnem domu, recimo, da sem imela srečo, da sem kupila hišo ali dom, stanovanje na pravem kraju, da recimo potencira vse moje potencijale in da na nek način duši moje šibke točke. Ali to dejansko pomeni, da bom hitreje napredovala skozi življenje? Seveda, če imate stanovanje postavljeno optimalno, imate več možnosti, da boste bolje napredovali. Oziroma, če se vam že zgodijo določene stvari v življenju, če se vam zgodi padec na beton, se je potem lažje pobrati. To so te bistvene stvari. Je pa res, da ob padcu na beton, ko se zgodi, človek potrebuje več časa, kot pa če pade na kaj bolj mehkega. Ja. Predno se pobereš in ozavestiš. Poglejte, ali lahko rečemo, da smo ljudje vendarle sami svoje usode kovač, zlasti še, kar se tiče bolezni in zdravja? Pogosto na nekem nezavednem nivoju, ja. Še sami ne vemo. Samo ena majcena napačna misel nam lahko pokvari celotno strukturo, vse tisto, kar dolgo časa gradimo. Samo ena majcena napačna. Pa potem rečemo sploh, zakaj pa, kako, pa vse je v redu razmišljam, pa jem v redu hrano, pa imam okrog sebe v redu ljudi. Samo ena majcena napačna misel. Kar srhljivo po svoje. Je. Ampak potem se vprašaš, zakaj, odkje pa zdaj ta depresija, odkje pa zdaj ta nejevolja. Čakaj, če bi šel človek nazaj, čez ves dan, čez ves teden, čez ves mesec, čez vse leto in če bi imel možnost beležiti vse svoje misli, bi bilo tudi srhljivo. No, ampak v tem primeru recimo človek ali pride recimo k vam ali k nekomu drugemu, kaj pravzaprav vi v tem primeru naredite? Rekli smo, da že naredite rojstno karto, da se iz tega že da marsikaj razbrati. Ampak recimo, če pride k vam nekdo, ki je starejši, ki je pravzaprav, če lahko tako rečemo, že kar dobro zavozil svoje življenje, kako se pa ta lahko pozdravi? Ja, ravno tako. A veste, saj starost je pravzaprav neka zemeljska. Starost duše, starost srca je spet nekaj drugega. Ravno na tak način. Treba je zadeve ozavestiti, razmisliti, jih prepoznati. In ko prepoznaš, dobiti moč spregovoriti o tem. In potem imeti še toliko moči, da boš pobrskal po sebi, da boš skušal najti odgovore. Če pač ne gre, oziroma kot pomoč, pa zagotovo. Jaz sama se z astrologijo ukvarjam več kot 10 let, s Feng Shuijem 6 let in ko se nam je rodil otrok, sem 2 astrologoma dala narediti rojstno karto, ker se mi je zdelo prav, da to pogleda še nekdo drug, ki bo bolj objektiven. Tako kot kirurg ne more operirati svojega otroka, pravijo, ne? No, Feng Shui smo pa naredili že prej, seveda. Ampak to so zelo koristne stvari. Energije v stanovanju oziroma hiši se ves čas premikajo. Tako kot letni časi, spreminjajo se. Tista bistvena perioda je 20-letna za neko bivanje nekje in temu je treba posvetiti veliko pozornosti, zato da se pozitivne energije spusti v hišo, negativne pa zameji, zablokira. Kaj pa recimo, poglejte, v Ameriki, ko ljudje pogosto bivališča menjajo, v Sloveniji nismo vajeni. In recimo je čudno, če morda na vsakih 10, 15, 20 let zamenjaš bivališče. Medtem ko drugje po svetu je to pravzaprav dokaj običajno. Ali je to recimo lahko dobro, ali je to slabo? Morda človek že začuti nekje čisto intuitivno, podzavestno, da mu vendarle ta dom ne ustreza več
in zbere dovolj poguma, da ta dom zamenja. Ali ponavadi potem, recimo tole takole čisto laično vprašanje, ali segamo po enakem, iščemo nekaj podobnega, česar smo vajeni, ali vendarle v skladu s svojo dušo, tako kot ste že omenili, zdaj smo prišli na to področje, vendarle iščemo nekaj boljšega zase. Odvisno, kako hitro duša zori. Temu primerno je potem tudi bivališče. In če ljudje po svetu menjajo bivališča pogosteje kot pa pri nas v Sloveniji, se mi ne zdi to popolnoma nič nenavadnega. Tudi tule v Sloveniji so ljudje, ki ves čas menjajo svoja bivališča. Se selijo po 10-krat, 15-krat. Nekaterim se zdi to nemogoče, nesprejemljivo celo, nekateri pa to potrebujejo. Poglejte, kako pa lahko prepoznamo tiste vzorce, ki nas vlečejo nazaj? Ponavljajo se nam. Vse življenje doživljamo iste zgodbe. Nekateri na področju partnerstva, ženska vsakič sreča drugačnega moškega, ki je drugače izobražen ali neizobražen, ki drugače izgleda, ampak rezultat njune veze oziroma njena izkušnja na koncu, njeni občutki na koncu so vedno enaki. In ravno tako na vseh drugih področjih. Pri služenju denarja oziroma v karieri. Lahko sem zelo uspešna v karieri, pa brez denarja, oziroma imam ogromno denarja, pa nisem uspešen v karieri. To je vse mogoče, seveda. Ja, kaj pa recimo dejansko ti odnosi med ljudmi in odnosi do samega sebe? Najbrž je tudi tu nekaj ključnega za zdravje. Veste kaj? Ko gre vam dobro, bo šlo dobro tudi vsem okoli vas. Zelo pomembno je, koga imamo ob sebi in okrog sebe. Te misli se prenašajo, energija se prenaša in ko začnete ustvarjati lepo, se to širi. In to je tisto, kar je zelo pomembno v življenju. Kaj bi recimo svetovali nekomu, ki ima občutek, da ne zna ugotoviti, kaj je z njim narobe, pa vendarle na nek način se mu dogajajo stvari, za katere si počasi rečeš, pa tolikokrat se ponovi isto. Pa lahko rečeš, pa sem študiral, pa ne dobim službe, pa sem bil priden, tako kot so mi starši vedno govorili, bodi priden, pa mi kljub temu ne uspe. Pogled v rojstno karto zagotovo, pogled v bivališče, z mojega vidika to zagotovo nudi neko rešitev oziroma vpogled v to, kaj se tu dogaja. Pa recimo lahko to velja za celo družino, če eden pride k vam. Recimo, da mati bolj osveščena kot oče, se odloči, da vendarle bo v njihovem domu nekaj spremenila. Pride sama k vam. Ali pomeni, da če boste spremenili, pravzaprav ji pomagali ozavestiti stvari, spremeniti morda njen način razmišljanja, ji pomagati, da ga bo spremenila, saj spremeniti se ga mora sama. Ali potem to pomaga celotni družini v tem smislu, tako kot ste rekli prej, če boste pač vi srečni, bodo srečni vsi okoli vas, ali vendarle gre tu za neko drugačno sožitje, kajti vsak ima svojo rojstno karto v družini, recimo, ne vem, 4-5 ljudi? Ja. Ko se enemu človeku na mentalnem nivoju, na spoznavnem nivoju resnično nekaj zgodi, ko zmore premakniti svoje mišljenje, začeti razmišljati drugače, se bo tudi ostalim. To je pravilo. Takrat, ko začneš razmišljati drugače, k sebi pritegneš drugačne ljudi. Znotraj same družine pa seveda ljudem se začne dogajati. Poglejte, recimo, če jaz ugotovim, da nekaj v moji družini ne gre, recimo, da imam težave z otroki in potem jaz spremenim ta način razmišljanja, ali pomeni, da bodo tudi otroci tiste vzorce, ki jih pobirajo iz družine in ki so za njih zagotovo škodljivi, zlasti, če še gredo iz roda v rod, ali bodo ti otroci dejansko že samo na podlagi tega, da jaz napredujem, lahko napredovali? Lahko. Prva stopnja, ki se bo zgodila, bo vsaj pogovor, če ga prej ni bilo. Ker ko otroci vidijo, da se mama drugače obnaša, je to pa zdaj res nekaj nepojemljivega. Ker mama se vendarle vedno obnaša enako. Zlasti predvidljivo, ne? Predvidljivo, ja. Mama vedno poskrbi tako ali drugače
za nas ali pa ne poskrbi. Skratka, vedno se gibamo v nekih okvirih znotraj doma. Ko se pa tule zadeve začnejo dogajati mami, recimo, se začnejo tudi drugim članom. Poglejte, kaj bi recimo zdajle za zaključek lahko rekli zelo na kratko. Kako naj ljudje premagajo svoje težave? Da začnejo razmišljati drugače, poiščejo strokovnjaka? Naj opremijo svoj dom tako, da jih bo energetsko podpiral. Ker dom je tisto izhodišče. Dom je tista točka, v kateri poženemo korenine ali pa kjer bi jih morali pognati. In če so korenine močne, fleksibilne, če so korenine bogate in dobro prehranjene, potem je možnost, da se tudi drevo v vseh vremenskih razmerah bolje preživi. In lahko rečeva, tako kot sva začeli, da se človek v takem domu lahko pozdravi. Tako, tako. To je tisto bistveno. Hvala lepa in seveda, spoštovane gospe, dragi gospodje, marsikaj smo slišali. Naši domovi so naše zatočišče. Najbrž bi bilo dobro, če bi bilo to zatočišče tako, ki nas bo zares podpiralo. Nasvidenje. Hvala lepa, nasvidenje.